Upam, da je tako, kaj pa ti? Resnično upam, da je tako. Ni konec, kaj ne? Mislim, imeli smo ogromno ameriških judov, ki so prihajali, pandemijo in potem je seveda svet po 7. oktobru spremenil stvari. Ampak Emilija, to ni nujno, da postane nova stalnica za vedno. Ja, morda bomo začeli spet videvati ljudi, ki se vračajo. Glej, resnica je, da kljub vsemu nemiru glede tega, da ameriški judi ne prihajajo, eno stvar vemo, te izlete delujejo. Delujejo v smislu doseganja ciljev, ki so jih financerji programov, kot je Birthright, zastavili zanje. Da povečujejo judovsko identiteto in povezanost z judovskim narodom pri ameriških judih, še posebej pri mlajših ameriških judih, ki pridejo na te izlete in okrepijo svojo povezanost z Izraelom. To. Izleti in raziskave so dokazali že desetletja. Vse od začetka programa Birthright in mimogrede še bolj zdaj. Študija skupine, ki je prišla po 7. oktobru lansko poletje 2025. Študija, ki jo je opravila Univerza Brandeis, ki že leta preučuje izlete Birthright in njihov vpliv, je pokazala, da so največji vpliv med vsemi izleti imeli tisti iz lanskega poletja. Torej morda delujejo bolj kot kdajkoli prej. Ja, vsaj za ljudi, ki sodelujejo. No, veš... In mislim, veš, kot nekdo, ki je malo starejši in ni imel možnosti za Birthright, vemo, da je v ZDA zelo, zelo daleč. Več ljudi bi prišlo s svojimi družinami ali kakorkoli že, ampak je res daleč. In v ZDA je zelo raznoliko. Vidimo veliko mešanih zakonov. Pogovorimo se o tem, zakaj je pravzaprav tako pomembno, da Američani vzpostavijo povezavo in so tukaj. Prav. Geografsko je to mimogrede bolj oddaljeno kot za Jude v Evropi in to seveda naredi razliko. Ampak poslušajte, ameriški Judi. Trenutno sta antisemitizem in vprašanje Izraela postala bolj v ospredju kot najpomembnejši vprašanji za skupnost. Če pa se vrnemo nekaj desetletij nazaj, sta bila to asimilacija in boj proti asimilaciji. In Emilija, tudi če ta vprašanja niso tako izpostavljena v razpravah med ameriškimi judi, ponovno povem, ker govorim z veliko ameriškimi judi, trenutno z razdalje več tisoč milj, ta vprašanja so še vedno prisotna. In potovanja Birthright so bili zasnovani, da bi se spopadli s temi vprašanji in so opravili odlično delo, vsaj glede na vse raziskave, ki so se nabrale skozi desetletja. In če je to eno najboljših orodij za boj proti asimilaciji, se mi zdi, da ni nobenega razloga, da bi ga prenehali uporabljati. Zdaj res je, postalo je dražje zaradi stroškov goriva in manjše konkurence na letalskih linijah ter vseh težav, o katerih oba veva. Ampak dejstvo je, da če prihaja manj judov, potem bi proračuni verjetno še vedno lahko financirali tiste, ki prihajajo, tudi če je potovanje za vsakega posameznika dražje. Zato se mi ne zdi, da bi bil kakršenkoli razlog, da bi to opustili kot orodje, da bi opustili te programe. Smiselno je, da jih uporabljamo čim več, da jih razširimo čim bolj in počakamo na naslednjo zlato dobo. Ja. No, mislim, da je jasno, veš, poznam veliko ljudi, ki so želeli priti, pa so bili izleti vedno znova odpovedani. Tako da veš, upam, da bomo lahko v prihodnjih mesecih napredovali in da bo prišla diamantna doba, ker poznam ljudi, ki jim je to všeč. Sin moje sestrične je lahko prišel sem pred mesecem dni in to mu je spremenilo življenje. Ni mogel verjeti, veš, ni tako, kot si ljudje predstavljajo na podlagi naslovnic in gledanja od daleč. Prav, to je veliko bolj zapletena država, kot jo prikazujejo, veliko bolj tridimenzionalna kot dvodimenzionalna. Oba to veva. Zame je bila to očitno izkušnja, ki me je oblikovala. Tukaj sem. In bil sem nekdo, ki je odraščal z zelo močnim judovskim ozadjem, ko sem šel na to potovanje. Ni bilo ravno potovanje Birthright, ampak je bilo podobno glede pristopa in ciljne starostne skupine. Tako da mi je bilo to očitno zelo pomembno. Pomembno je tudi mnogim drugim. Zdaj spet, majhno število ljudi se bo dejansko preselilo sem. Organizatorji se tega zelo dobro zavedajo. In to ni nujno cilj. Ampak nekateri se preselijo sem. Ampak nekateri pa se. Ja. In tudi tisti, ki se ne vrnejo, kot si rekel, pridejo nazaj z bolj celovitim razumevanjem, kaj Izrael je. In mislim, da je to način, kako moramo pristopiti k svetu po 7. oktobru. Če hočeš, Emilija, če je to tisto, kamor gremo, to je čas obnove odnosov v Združenih državah, odnosov s političnim telesom na splošno, obnove odnosov še posebej z mlajšimi ameriškimi Judi. In to bo vzel čas. Ampak zdi se mi, in ponovno to govorim s ponižnostjo, ker sem tisoče kilometrov stran, zdi se mi smiselno, da te programe pustimo na mestu, da pustimo infrastrukturo na mestu, da programe čim bolj razširimo in jih pustimo tam. Tako da bodo ti mladi ljudje pripravljeni priti, ko bodo pogoji bolj ugodni za to, da jih pripeljemo sem.
da so potovanja še vedno tam, da so programi še vedno tam, da je kontinuiteta programov, ki so zdaj vzpostavljeni. Da je to za skoraj celo generacijo še vedno tam in da bomo lahko ljudi sprejeli tako, kot smo jih pred nekaj leti, morda pa bo treba še nekaj let počakati. V redu, no bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mislim, da smo kar dobri ambasadori, saj smo ponosni Američani, ki smo se preselili. Torej, hvala, Ellen.